Spoštovane novinarke in novinarji, torej Slovenska ljudska stranka je na prvi seji, izredni seji izvršilnega odbora že lansko leto 17. decembra sklenila, da bo podprla ustavno obtožbo predsednika Republike dr. Danila Türka. Za nas v Slovenski ljudski stranki je odlikovanje gospoda Tomaža Ertla za strani predsednika Republike v temeljnem nasprotju z osnovnimi vrednotami slovenske demokratične družbe in zgodovinsko največjega dosežka te države, dogodka, torej osamosvojitve Slovenije. In pomeni posmeh ter hudo kršitev z ustavo varovanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Predsednik države, dr. Türk, je z najvišjega položaja v državi odlikoval človeka, ki je bil vodja organizacije nekdanje službe državne varnosti, ki je kot ključno orodje tedanje represivne oblasti sistematično kršila vse osnovne človekove pravice in se med drugim ukvarjala tudi s kriminalom in terorizmom. Osebna vloga gospoda Ertla pa je v teh totalitarističnih in nedemokratičnih postopkih nedvoumna. Vsi ljudje, ki so bili žrtve te organizacije, ki so jim bile torej grobo kršene osnovne, temeljne človekove pravice v tistem času in tudi njihovi svojci, ki bodo to bolečino storjenih krivic z nedemokratičnimi metodami tajne policije nosili v sebi v soživljenje, so tokrat v času samostojne Slovenije doživeli ponovno velik ponižujoč udarec in novo bolečino. Se s tem odlikovanjem zanika obstoj žrtev, tajne policije in represivnih metod totalitarističnega režima. V Slovenski ljudski stranki ugotavljamo, da odlikovanje gospoda Ertla ni zgolj ideološko izzivanje in utrjevanje delitve v slovenskem narodu, pomeni tudi korak nazaj, vrnitev k nedemokratičnosti. Odlikovanje gospoda Ertla strani predsednika Republike ne povezuje, temveč deli slovenski narod in sporoča, da so človekove pravice in temeljne svoboščine zgolj le še na papirju, da pa je to ustavni papir, pa je predsedniku Republike malo mar. V tej ustavni obtožbi je 22 prilog, 22 dokazov o takratnih razmišljanjih in dejanjih gospoda Ertla, ki so bila nedvomno neposredno uperjena proti, poudarjam proti, demokratičnim dogodkom v Sloveniji in osamosvojitvi Slovenije. Večino si jih boste lahko prebrali in pogledali sami, sam bi pa izpostavil dve zadevi. Sodbo Vrhovnega sodišča, ki je že bila omenjena. Torej, po mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je bila UDBA kriminalna združba. V sodbi številka IPS 187/98 z dne 23.5.2002 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije zapisalo. Danes je znano, da se je ta služba ukvarjala ne le z obveščevalnimi nalogami, ampak je tudi sama organizirala razne kriminalne aktivnosti, jih načrtno izzivala, pa tudi konstruirala obstoj kaznivih dejanj in odgovornost zanje. V ta namen je tudi falsificirala, fabricirala ali potikala obremenilne dokaze. Žrtve takšne aktivnosti, praviloma politični nasprotniki ali drugače misleči, v obdobju takratnega režima praviloma niso imele možnosti razkritja konstruktov UDBE in rehabilitacije. In drugi primer, ali pa drugi, skratka, gospod Ertl se je takrat udeleževal tudi pomembnih sestankov takratnih republiških sekretarjev za notranje zadeve
in je na sestanku 17. januarja 1990 izjavil, citiram: "Mislim, da se je končalo eno obdobje našega razvoja. Nastajajo nove sile, novi odnosi. Zveza komunistov, pa tudi drugi socialistične sile in naše službe, jaz pa mislim, da so zmedene. V tej konfuziji ne ve se, kaj bi in kako bi z ljudmi, ki so bili do včeraj v obdelavi in še danes so v obdelavi, se moramo danes pogovarjati kot za neko silo. Mi lahko imamo tudi argumente za kazensko preganjanje, ampak na tožilstvo ne sprejemajo. Mi kazensko prijavo, a tožilstvo ni to kazensko dejanje. Jaz sem prejšnji teden bil v skupščini 12 ur. Zaslišujejo me kot zadnjo barabo z ulice. A tam sedijo komunisti, molčijo in čakajo. Na zasedanju CK se govori o političnem in ne vem kakšnih procesih. Da ni ta proces šel skupaj z armado, niti mene in mnogih v tem sekretariatu ne bi bilo več. Če ne bomo sedaj opravili znotraj, posamezne skupine, odbore za zveze, kaj bo potem? Potem, tovariši, tu ni možnosti za nas. Jaz ne mislim, da nas bodo samo upokojili. Nas bodo zapirali in pobili." Konec citata. Skratka, to sta samo dve od 22 prilog, dokazov, kakorkoli bomo to že imenovali. In po moji oceni predsednik Republike Slovenije, dr. Türk, torej definitivno ni upošteval nekaterih pomembnih dejstev in okoliščin, ki jih je Tomaž Ertl v svoji zgodovini naredil, jih ni upošteval in tomu nalaga tako zakon kot ustava. Hvala lepa.